Dober dan in dobrodošli v naš kreativni kotiček. 14 najlepših zame, pa mogoče tudi za vas, ko jih boste pregledali, zvezkov, ki vam podpirajo vašo kreativnost, takole sem jih zložila, da jih vidite vse naenkrat. Zakaj tale video? Želela bi vam predstaviti v bistvu podporo energijsko in tudi ene vrste kromoterapijo, barvno terapijo, ki se dogaja skozi vašo kreativnost. Na kakšen način torej imate priložnost, da ustvarite svoje življenje s pisano besedo. Materializacija se zgodi s pisano besedo, to veste vsi, ki ste že lani kupili naš magični planer in tudi letos je za leto 2024 je identičen, samo z dodatki sonca. No in ta celoten, vseh 14 zvezkov so nekako podpora temu, da se vi lotite svojega življenja na dober način. Predstavila vam bom predvsem, zakaj so določene barve, na kakšen način sprejeti podporo in na kakšen način sodelovati z energijami, da vam potem ti zvezki dajo maksimalno, kar vam lahko. Razdelila bom na par segmentov in sicer začeli bomo s temi, ki so najmanj barvasti, ki se nekaterim zdijo v bistvu skoraj, da niso barve, da to je, da je nekako se čudijo, da imamo te barve, in sicer bela, siva in pa črna. Te tri so osnovne nebarve oziroma osnovni podporniki energij in sicer na kakšen način sodelovati z določeno energijo posameznega zvezka oziroma s posamezno energijo, ki je v njem zapisana. Tule zadaj je ta simbol Life Goodies, ki stabilizira vse, kar se dogaja, kar vi pišete, je energijski simbol harmonizacije z dušo, materializacije na zemlji in tile trije zvezki, bel, siv in črn, vam omogočajo stabilnost oziroma napredovanje takrat, ko vi potrebujete eno maksimalno podporo. In sicer bela je pogum. Bel zvezek pogum je namenjen za vse tiste ali pa za tiste področja, kjer si želite narediti popolno spremembo. Se pravi, narediti popolno transformacijo, opustiti vse staro in se postaviti na novo energijo, novo vibracijo, novo doživetje. Pogum je za vse tiste, ki ste se ločili, pa želite na novo spostaviti ljubezen v življenje, ali za recimo v tem obdobju za tehnice, ki želite oziroma moramo prečistiti dom in pogumno odvršiti vse, kar je iz preteklosti, ali za recimo ko greste v novo službo, da greste neobremenjeni s preteklostjo in stopite na novo, res v nove energije. Zato človek potrebuje pogum in pa belo energijo, ki mu omogoči, da ne sprejema ničesar na star način, ampak na novo. Ne vem, če veste, če nosite 3 tedne samo bela oblačila, se v vaših energijah avtomatsko očisti vsa preteklost, vse navezave, energijske povezave z drugimi ljudmi razpadajo. Tako da 3 tedne belih oblačil po dnevi, po noči, ves čas narediti ta preboj in bel zvezek pogum vam pomaga pri takem preboju. Recimo lahko ga usmerite za določeno področje ali za splošno zase. V zvezke lahko pišete ali zahvalni dnevnik, ali vsakdanje načrte, ali določena področja, določen projekt, selitev, ali ureditev knjižnice, pregled knjig, vse, kar se vam zdi, da nosi vašo pozornost, da želite dati temu pozornost. Bel zvezek je torej za pogum in naslednji, siva eminenca nosi moč. Siva energija je na en način, če jo gledamo kot terapevtsko, nam ni najboljša, ker to je tista sivina, ki jo mi ne želimo, da ljudi aktivira oziroma da je to kot energijsko, ampak siva barva pa naredi namreč nekaj. Vi ste v sebi nekako zaščiteni, navzven nevidni,
Siva energija, oblačila siva vam dajo moč, da lahko ostanete to, kar ste, brez da bi delali kompromise in brez da bi okolica vplivala na vas. Moč je torej za vse tiste projekte ali pa za tiste ljudi, ki potrebujete nov zagon ali moč, da realizirate svoje izobraževalni proces ali da pridete do svojega zdravja in si noter pišete ne samo obiske terapevtov, datume ali zdravnike ali diagnoze ali zdravila, ampak tudi ideje, ki pridejo, ali pa da recimo, ko poslušate kakšne oddaje, recimo za zdravje, smiselno poslušati Denisa Beroša, Radio Brač, antivirusno oddajo in si noter zapišete, kako C-vitamin, vse to. Če recimo potrebujete moč, da aktivirate svoje zdravje, je potem tale zvezek tisti, ki vam to podpre. Moč, torej siv zvezek podpre vse tisto, kjer ste vi šibki, kjer nimate niti podpore iz okolice, kjer se vam zdi, da nič ne morete narediti, potem začnete tule not pisati in energijska podpora bo začela z močjo podpirati vse, kar vi želite. Stabilnost, črn zvezek je zvezek, kjer vi dobite največjo prvič trmo, kajti vztrajate pri stvareh, ki so potrebne, hkrati pa zaščito, da vas energije okolice ne zmedejo. Sama imam tale zvezek stabilnost za vsakdanje načrte. Se pravi, vse, kar moram dnevno napisati ali pa tedensko, si napišem in potem kljukam. Imam v bistvu kot za vsakdanje stvari, kjer je več, rabim več kot v magičnem planerju, več prostora in si pišem tudi ideje, ki sproti pridejo, pa jih potem v druge zvezke zapišem in tam bolj razdelam. Se pravi, da je stabilnost moj zvezek za vsakdanje življenje. Prvič mi je všeč, ker je črn in ne štrli v okolico, nosim ga sabo v torbici, ker je dost praktičen, mehek in tudi dost majhen, da to lahko se spelje. Tule, če vidite, je taka krila, angelska podpora v vsakem zvezku, ki prinese to idejo manifestacije in skozi stabilnost, nasplošno pa je to lahko tudi zvezek za stabilnost povsod, kjer bi vi želeli stabilnost v svojem podjetju, poslu, ljubezni, kjerkoli si vi želite, da bi recimo imeli več stabilnosti, je ta zvezek opora. Recimo, če delate z Osho Zen tarotom, ta odnose recimo, pa si noter pišete te postavitve, ki so tam pri Oshotu, in si zapišete potem spoznanja o odnosih in ta zvezek potem podpre ta spoznanja, podpre vaš proces osvobajanja in je potem vse lažje. Evo, to so ti trije brez skoraj da barvni. Potem so naslednji ena skupina barvitih zvezkov, ki nosijo tople barve in so sicer tele 4 različne in sicer strast je oranžna, glede na našo spolno čakro, ki se mora aktivirati vse tisto, kar nam je v veselje. Temno rdeča je obilje, kar pomeni, da se skozi temno rdečo energijo prizemljijo ideje, prinašajo obilje, manifestacijo in to. Rdeča, živo rdeča energija korenske čakre, tudi Marsa, volje, ki aktivira tisto, kar je pri vas potrebno, da se aktivira, in pa rumena veselje, ki aktivira vašega notranjega otroka, tale recimo za leto 2024 skoraj da obvezna. Sama imam ta zvezek za tisto, kar mi je najmanj bilo všeč, se pravi tisto, kar se ti ne da narediti, tisto, kar ti ni v veselje, kar odlagaš celo življenje, je potem nekako sem dušo vprašala, ko smo bili na zmenku z dušo na Krapnju in so bile ti zvezki za darilo. In tudi jaz ga dobila za darilo, sem rekla duši, ok, to barvo, ki jo dobim, s tem zvezkom bo začela to pa to početi nekaj zase, kar mi drugač ne gre najboljše oziroma pozabim. No in je potem prišel ta zvezek veselje, da z njim ustvarjam nov stik s sabo, s fizičnim telesom in se vsega skupaj z veseljem lotim.
Sicer v veselje pišite vse tisto, kar si želite, da vas veseli, tudi če vas v tem trenutku ne, ali pospravljanje, recimo lahko si naredite razpored, kdaj kaj pospraviti, koliko časa sesate, kako se lotiti po feng shuiju čiščenja hiše, najprej okna, vrata, da se energijsko odprete. V glavnem, vse, kar je takšnega, kar si želite aktivirati z veseljem, je tale zvezek odličen za vas. Potem akcija so tiste stvari, kjer morate največ volje narediti, recimo zložiti drva, poštimati teraso, gredice urediti, karkoli so te naloge, ali v vrtu, ali recimo aktivirati se v fizični telovadbi, ali aktivno iti v, ne vem, izobraževalni proces, pa si pišete izpite, seminarske naloge, karkoli je takšnega, da vi želite bolj aktivno narediti oziroma da vas podpre volja, je potem tole. Tudi, če se vam ne da kuhati, pa ste vi tisti, ki mora kuhati, si lahko tule noter zapišete glavne recepte in vas to aktivira, da jih potem bolje, lažje, hitreje skuhate, pripravite. Tale temno rdeča obilje je za vse tiste stvari, ki vam ne grejo dobro. Se pravi, da ste že poskusili, da nekako se vedno nekaj zmučka, ali si not pišete loto številke, ki ste jih že vplačali, pa ni bilo nič, ali si pišete po numerologiji, pogledate karkoli, ali si pišete ideje, predloge za svoj poslovni poslanstvo, ali opravke v službi, ki bojo avtomatsko pripeljali obilje. Tale temno rdeča namreč pomaga osvobajati karmo materialnih stvari, ali pa recimo, da preveč denarja zapravite, več, kot ga zaslužite, in si potem tule not pišete pač finančno stanje v smislu, kam boste planirali, koliko imate položnic, koliko imate tega, en pregled. Je to v tale idealni zvezek za obilje. In pa strast, oranžni zvezek je recimo, če ste depresivni, če nimate prave, ne toliko energije, ampak zadovoljstva že ne, če vas nič ne aktivira, si lahko v strast ali pišete opravke, ali pišete hvaležnost vsakega dne posebej, ki potem počasi se spreminja v strast, ali recimo kakšno vse, kar želite doma spremeniti, pa delate načrt, ali za recimo, če boste če bi rajši z strastjo vrtnarili, si potem tule not napišete čez zimo načrt za bodoče, katere gredice, na kakšen način, in si pač, jaz vse živo pišem, zato je temu tako. V glavnem, strast je za vse tisto, kar bi vi želeli, da se vi zraven dobro počutite in da ste vi ob tem strastni. Vsi ti zvezki so odlični tudi pripomoček za vaše šolarje, da s strastjo se lotijo stvari, da so stabilni, da obilje prinese rezultate, da so aktivni z veseljem in tako naprej. Se pravi, ti zvezki so namenjeni tudi kot dobra podpora, vsaj 1 ali 2 za ene take večje šolske uspehe. Potem sta še ena skupina barvna, kjer so 4 barve, in sicer rahlo turkizna, svetlo modra, temno zelena in pa zelena. In sicer ta del je predvsem kreativni del, kajti srčna čakra je zelena, temno zelena je znanje naše praduše, se pravi v globini naše znanje, kreativnost je čisto grlena, se pravi kreativna grlena čakra, ki pomaga, da vi skreirate življenje, ki si ga želite, ali da se izrazite pravočasno na pravem mestu, in pa turkizna, ki pomaga aktivirati vaš imunski sistem, prinaša mir v vaše telo in potem posledično tudi v okolico. Ti zvezki podprejo karkoli boste noter zapisovali z mirom, z ljubeznijo, z znanjem in pa s kreativnostjo. Se pravi, če bi želeli recimo, da imate interes, da bi slikali na platno ali pa slikali na steklo, si tule noter zapišete ali postopke, ali kar potrebujete, ali kdaj ste karkoli naredili, ali recimo, če se kreativno lotite svoje terapevtske poti, si noter zapišete vse, kar znate,
na vsako stran posebej tisto veščino, ki jo obvladate, kar ste se naučili, katera orodja imate in potem si not pišete ideje, plane, načrte, časovne okvirje, vse tisto, kar si želite kreativno izpeljati. Če recimo to doma oziroma v domačem okolju za domačo uporabo, lahko kreativno recimo noter si zapisujete ali stroške olja, kurjave, elektrike in vsega in potem iščete, vas kreativnost podpre v boljšem gospodarstvenem vidiku, da potem lažje gospodarite doma, dobite boljše ideje za drugačne ukrepe, v glavnem karkoli želite, kreativni pristop je potem tale kreativnost svetlo-modre barve za vas. Znanje je odlično, če recimo za pogovore z dušo, da ste bili na krapnju pa delate vaje, pa si želite, da bi vam duša dala več ene take podpore ali pa večjega tega znanja, ki je že v vas, za recimo znanje za zlato dobo, pa si noter pišete potem recimo meditacijo, kakšni so bili uvidi, spoznanja, kdaj ste to naredili, ali pa si delate svetlobne podpore in za druge zase in potem si pišete, kdaj ste naredili, kakšen je bil rezultat in podobno. Če recimo iščete način, kako odnos do sebe spremeniti, vzamete zvezek ljubezen, preverite ali pa razmislite ali svoji astrološki karti ali v svojih modnih spremembah, ki jih želite narediti v prihodnosti, ali oboje v kombinaciji z astrologijo, kakšna bi bila vaša recimo idealna barva oblačil in vse to noter pišete, da imate eno bazo ukvarjanja s sabo, z ljubeznijo in tudi recimo, če potem razmislite, katera znanja bi še želeli sprejeti ali se naučiti francoska ali italijanska ali bilo kateri jezik bi želeli usvojiti, si noter zapišete kot idejo, kot načrt in se potem z ljubeznijo to začne odvijati. Recimo za šolarje, ki so bolj občutljivi ali pa za deklice, ki so občutljive in nimajo občutka same ljubezni do sebe ali pa so imele pač kako stresno obdobje, je lahko tudi ta zvezek da se piše noter, kdaj so recimo izpiti, oddaja nalog, vse, kar je potrebno narediti, se potem to z ljubeznijo izpelje. No in pa mir je recimo odličen zvezek za kakršnekoli načrte, ki jih imate, ali z okolico, ali kdaj boste, ali da noter pišete vse, kar se tiče vašega zdravja, ali karkoli sem že prej omenila, pa želite vnesti energijo miru. To je ta set barvastih zvezkov, potem je pa še en zadnji, kjer so pa tile odtenki stika z dušo in tudi stika z okolico, in sicer harmonija je enako ime, kot je naši naravni kremi po čakrah, kajti harmonija je roza energija, in poskrbi za to, da ste v harmoniji z okolico. Tako kot tista naravna krema harmonija, ki ima prav tak vonj in tudi barvo, s katero se pravi kreme z aromoterapijo in kromoterapijo poskrbijo za vaše spremembe. No, tule je samo kromoterapija, barvna terapija in recimo noter pišete vse, kar je vezano na brate, sestre, na vse, kar želite, da je harmonično, ali znanje, ali vaše računi, karkoli pač potrebujete, ali kakšen projekt, obnova skednja, pa noter pišete, da vse harmonično poteka in da, ker je to vezano z okolico in da potem lažje vse preide. To je harmonija, vam osvobodi pritiske iz okolice in tudi vi ne ustvarjate pritiske naprej. Potem sta pa še dve, ena intuicija je sivkino-vijolična barva, ki podpre vaš občutek za stik z dušo, ki odpre v bistvu vašo modrost in vam pomaga, da vse, kar noter zapišete, da bolj intuitivno, poglobljeno spoznate, ali si not zapisujete karkoli vezano na vaše življenje ali na preteklost. Lahko naredite ta karmični pregled vase in pregledate vso preteklost, jo noter zapisujete spoznanje iz preteklosti, zakaj se vam je to dogajalo, in pri tem vas podpre energija duše skozi intuicijo in se očiščuje vsa preteklost, kajti ta vijolična sivkina barva razkožuje energije. No in tale vijolična sreča je
sreča, v kateri vstopi duša in vam pomaga realizirati, manifestirati nekaj, kar si vi srčno želite, pa tudi duša to pripelje kot srečo. Se pravi, tale zvezek je tist, kjer vi računate, da duša naredi prav toliko, če ne še več kot vi sami. Se pravi, da recimo, da si zadate, da si v srečo zapišete projekte, ki bi želeli realizirati, pa imajo ogromno finančno zaledje, se pravi, bi rabilo ogromno denarja, ne veste, kje bi ga dobili, pa not zapišete z namenom, da duša naredi svoj magic in manifestacijo skozi vijolično barvo in vam pokaže pot ali odpre pot, najde sponzorje ali vas poveže z tistimi ljudmi, ki imajo vse, kar potrebujejo, vi pa ideje, da vam jih pomagajo realizirati. Tako da na ta način je bistvo tega sodelovanja z temi vsemi zvezki. Verjamem, da bo kateri primeren za vas. Moj načrt je, da jih imam v bodoče vse, ampak jih ne kupujem vse naenkrat, ker pač jih osmislim. Se pravi, zaenkrat mislim, da imam 4 ali 5, v glavnem, da jih osmislim, da ima vsak svojo funkcijo in potem sem zadovoljna. Ker se bliža novo leto, bo še kak zraven prišel za načrte, če pridete na transformacijo življenja vsako leto ob koncu leta v decembru, pa je takrat seveda vedno smiseln, da je kakšen zvezek v to smer. Za drugo leto je rumen, za 2024, za 2025 bojo tile rozasti, ker bo energija Venere, potem bojo zeleni, v glavnem vedno bo kakšen za podporo vaših načrtov. Hvala vam za pozornost, naj vam dobro služijo in srečno.